Na 12. vrhu slovenskega gospodarstva so se odločili, da se lotimo teme razvojnega partnerstva za 3 generacije do leta 2025. Na trgu dela imamo izzive tako na strani mladih, ki nekaj predolgo študirajo, prepozno se vključijo v trg dela, tudi prepozno začnejo dobivati plačo. Imamo skupino aktivnih zaposlenih, ki so najbolj obremenjeni v naši strukturi, in potem imamo tudi starejše nad 55 let, ki imamo zelo malo v primerjavi z Evropo. In na vseh 3 področjih lahko Slovenija veliko naredi za to, da sprostimo več kreativnosti, omogočimo ljudem, da so aktivni, da tudi dobro zaslužijo, in s tem v bistvu prispevamo, da bomo do leta 2025 dvignili povprečno dodano vrednost sedanjih 42 tisoč na 60 tisoč in vmes tudi več zaslužili. V zadnjem proračunskem ciklu, ko smo imeli razpravo, smo se odločili, da bo država, ki je seveda namenila tokrat več vsem resorjem, kajti gospodarska rast in ostalo, tudi trezna politika države nam to omogoča, smo se odločili, da bomo dali posebne prioritete, še posebej na varnost, na zdravje, na infrastrukturo in znanost. In kot veste, gospodarstveniki, še posebej znanost in infrastruktura, imata zelo pomembne multiplikativne učinke, ki seveda prispevajo gospodarski rasti. Tudi cilj povečevanja dodane vrednosti tolikrat ni izpostavljen cilj. Govori se o možnosti zaposlovanja na eni strani mladih, višjih plačah zaposlenih in pa starejših delavcih, ki prehajajo počasi v pokoj. Tako da bodo rezultati tega vrha gospodarstva verjetno lahko tudi dobra osnova kot izhodišče za pogajanja morda o socialnem sporazumu za naslednja leta. Na koncu koncev je ta razdelitev na 3 sklope, mlado generacijo, aktivno in pa 55 plus, tista, kjer moramo iz vseh teh 3 generacij zložiti potencial za nadaljni razvoj našega gospodarstva. Prihajamo v obdobje, ko bo ključno dobiti za svojo podjetniško dejavnost ustrezno in usposobljeno delovno silo, in povsod tam, kjer jemljejo delovno silo kot del procesa, se z njimi ukvarjajo, bodo uspešni, povsod tam, kjer jemljejo delovno silo kot sredstvo, pa mislim, da so že v težavah, če ne pa še bodo. Že vrsto let se udeležujemo vrha slovenskega gospodarstva v organizaciji Gospodarske zbornice. Letos je posebej razveseljujoče to, da je zavel optimizem glede na gospodarske rezultate, glede na kazalce, in da je tudi današnja razprava potekala v tej smeri, v smislu optimističnih napovedi in pa tudi načrtov za prihodnost s predstavniki vseh parlamentarnih političnih strank, ki so bili izzvani in soočeni z nekaterimi vprašanji iz naslova gospodarstva, pa tudi drugih socialnih partnerjev, torej tudi sindikatov. Je v tem smislu prišlo do plodne razprave in ne nazadnje zaključkov, ki bi naj prinesli precej boljše rezultate v prihodnje. Sam pa sem tudi v neformalnih pogovorih seveda načel in se dotaknil vprašanj povezanih z kapitalskim trgom, z vprašanjem sredstev, ki jih imajo slovenska gospodinjstva in bi jih lahko namenili v zagon gospodarstva, v nove projekte v gospodarski sferi preko kapitalskega trga. Krepitev zaupanja po tej plati je žal skažena tako z izkušnjo prekapitalizacije slovenskih bank, kakor ne nazadnje zadnjo izkušnjo ukinjanja registrskih računov in pa vseh finančnih bremen, ki so preko borzoposredniških družb in bank bile delničarjem, do nedavna še 500 000 malim delničarjem v Republiki Sloveniji pripeljale do tega, da jih je danes že manj kot 100 000. In zaradi tega so zapomnjene marsikatere priložnosti, hkrati pa še vedno, vsaj kar se združenja tiče, upamo na to, da bodo odločevalci in vsi deležniki, akteri pri teh vprašanjih našli to modrost in pripravljenost, da se tako kot v drugih uspešnih ekonomijah tudi v naši poskrbi za kapitalski trg, za zaupanje, ki je potrebno na tem področju, seveda za ne samo trenutno, pač pa za vzdržno in dolgoročno rast gospodarstva in nasploh blagostanja oziroma boljših razmer v družbi skupnosti.
Zdi se mi pa izjemno pomembno, da vključite vse, torej govorimo o partnerstvu, res pomeni vse delodajalske organizacije, vse sindikate in da je v bistvu to en naboj za preboj Slovenije do 2025. Tako da, hvala vam.